Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Prazniki so za nami. Nekateri so si privoščili dopust na morju, spet drugi so bili doma z družino, s prijatelji. Verjamemo, da ni manjkalo kresovanj, piknikov in drugih druženj. Upamo, da ste si nabrali moči, kajti naslednji takšni malo daljši prazniki niso še nič kaj kmalu na vidiku. Nocojšnji poudarki. Obeležitev dneva upora proti okupatorju v Trbovljah in Hrastniku. Raziskovanjem zgodovine Delavskega doma Trbovlje. Trboveljsko društvo prijateljev mladine zaznamuje 70 let delovanja. Zasavje je nedvomno močno povezano z uporom. Tako v Hrastniku kot tudi v Trbovljah so dan upora proti okupatorju zaznamovali s proslavama. V Hrastniku je bila slavnostna govorka podpredsednica Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, doktorica Ljubica Jelušič. Poleg recitatorjev pa je program obogatil še partizanski pevski zbor iz Ljubljane. V Trboveljskem delavskem domu, odkudar so naši posnetki, pa je zbrane najprej nagovoril župan občine Trbovlje magister Zoran Poznič, ki je poudaril, da je upor tista vrednota Slovenk in Slovencev, ki skozi stoletja ohranja majhen narod v vsej svoji moči. Osrednja govornica pa je bila podpredsednica Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Trbovlje Marija Govejšek, ki je med drugim dejala, da narodno-osvobodilni boj nikakor ne gre enačiti z drugimi upori proti okupatorjem, saj je pomen osvobodilne fronte širši. V kulturnem programu so nastopili recitatorji in pevci iz Trbovelj, za zaključek pa je svojo skupino zapela Primorka Marjetka Popovski. Duh primorskega uporništva je dodal svoj kamenček k mozaiku zasavskega uporništva. Trboveljski domoznanci so letošnja predjesenska srečanja zaključili z raziskovanjem zgodovine najpomembnejše trboveljske kulturne ustanove. Za zadnje druženje pred jesenjo so si v knjižnici Toneta Seliškarja izbrali Delavski dom. Čeprav ga poznajo tako rekoč vsi Trboveljčani, pa marsikatere stvari o njem mnogi ne vedo. Kako zahtevno je bilo iskanje dokumentacije in informacij o preteklosti Delavskega doma, koliko gradiva sploh še obstaja in drugo, smo povprašali Roka Strnišo, ki kot ljubiteljski lokalni zgodovinar raziskuje trboveljsko preteklost in o njej na srečanjih skupine domoznancev tudi predava. Stari predvojni Delavski dom v Trbovljah, postavljen leta 1909-1910, deloval do leta 1956, ko ga je zamenil novi Delavski dom. Mečkem pozabljena stvar, ampak dejansko je bil središče trboveljskega kulturnega, političnega, izobraževalnega dela pred drugo svetovno vojno in še leta po njej. Dokumentacije obstaja nekaj v različnih publikacijah, veliko se iz fotografij da razbrati, ker se je veliko dogodkov tukaj odvijali, tudi ti znameniti prvomajski mitingi na začetku druge svetovne vojne. Kar se tiče pa kulturnega dela, v starem Delavskem domu sta pa napisala krasno knjigo gospod Jani Kužnik in gospod Jelo Potočan. Bilo je gledališče, knjiga je dostopna tudi na spletu in predlagam vsakem Trbovčanu, da si jo prebere in ogleda, ker je res zajet en fenomenalen segment te naše amaterske gledališke kulture. Trboveljsko društvo prijateljev mladine letošnje leto skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije zaznamuje 70 let delovanja. Glavne prireditve in dogodki v zvezi s tem se bodo v Trbovljah dogajali sicer bolj v jesenskem času. Kljub temu pa prireditve v povezavi z okroglo obletnico obstoja potekajo že od začetka leta. Vodilo letošnjega okroglega rojstnega dne Zveze in društev prijateljev mladine Slovenije je sicer slogan Skupaj smo eno srce. Delovanje Trboveljskega društva v preteklosti je na kratko povzela sekretarka Laura Izgoršek. Društvo prijateljev mladine Trbovlje v letošnjem letu praznuje 70 let delovanja. Vseh teh letih se je zvrstilo en kup aktivnosti projektov, osnova pa skozi vsa ta leta ostaja isto, torej delati v dobrobit otrok, mladostnikov in družin. Tako da naši projekti
Že vseh 70 let počitniška varstva, letovanja, prireditve za otroke peljemo naprej. Se pa trudimo z leti, da vedno poslušamo tudi občane, da poslušamo otroke, da izvajamo projekte, ki vidimo, da so potrebe, da se v naši občini izvajajo, tako da mislim, da delovanje društva napreduje, da se trudimo narediti kar največ za naše otroke, za naše družine, jih vključiti v našo dejavnost in jim, bom rekla, pričarati čim lepše otroštvo. Iz Gorškova društvo vodi že leta. Ob letošnji obletnici smo jo povprašali, kaj in kako se je spremenilo od takrat, ko je prevzela vodenje društva, pa do danes in kaj še načrtujejo v letošnjem letu. Spreminjajo se takšne stvari, da v bistvu naši prostori so polni ves čas. To pomeni ne samo med tednom, ampak tudi petki, sobote, nedelje je ves čas živ žav. Na kar bom rekla, da smo pač res vesela in da sem vesela, da imam tako ekipo prostovoljcev, ki si vzamejo svoj čas kljub drugim obveznostim in ga namenjajo vsem, bom rekla, tudi vikend animacijam, da jim ni problem prosti čas nameniti otrokom. Drugače pa vedno več je sodelovanja s sorodnimi organizacijami, institucijami, predvsem dela na področju pomoči družinam. Ustvarjamo neko socialno mrežo, predvsem za tiste družine, ki so nekako spadajo podranljivejše, kar se nam zdi pač velikega pomena. Letošnje leto pa nas čaka tudi en tak večji projekt, malo bolj konkreten, bomo zastavili skupnostni vrt, ki je bila naša želja že kar nekaj časa in vrt je že živel, ampak letošnje leto pa želimo, da v večjem obsegu, da tudi, bom rekla tako, vedno več delamo na tem druženju, na skupnosti, sodelovanju, pomoči drug drugemu in pa tudi na področju samooskrbe. Torej, na kakšen način, sploh vsi vemo, da stroški so vedno večji na vseh področjih in če lahko nekaj skupaj prispevamo, nekaj skupaj ustvarimo in si s tem na nek način tudi olajšamo življenje, zakaj ne bi tega znanja prenašali na naše družine, na otroke, ker mislim, da je to bistvenega pomena za naprej. Za znanilce pomladi v naravi veljajo zvončki. Na naših cestah pa so prvi pokazatelji, da se bliža poletje, motoristi. Ti so bolj ogrožen del prometa, saj jih zaradi majhne silhuete lahko spregledamo, vendar morajo za svojo varnost poskrbeti predvsem motoristi sami. V ta namen je organiziranih veliko različnih dogodkov in delavnic, enega pa prirejajo tudi v Litiji. V prvi vrsti so vabljeni vsi motoristi. Torej vsi, ki se vozijo z motorjem po cesti. In namen tega dogodka je, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija osvešča motoriste in seveda tudi vse ostale udeležence v prometu, da so motoristi ranljiva skupina in da je treba biti do njih še posebej obziren. Hkrati pa seveda je potrebno motoriste tudi pripraviti na sezono, da bodo vozili čim bolj varno, da bodo zbrani na cesti, da jih podučimo o vseh nevarnostih, ki jih lahko čakajo na cesti. Bistveno tukaj je, da bo postavljen poligon varne vožnje z stožci, z inštruktorji varne vožnje, z inštruktorji policisti, z inštruktorji šole vožnje in tako naprej. Skratka, z kompetentnimi ljudmi, ki bodo spremljali vožnjo motoristov po tem poligonu, kjer bodo lahko se izogibali stožcem, vozili osmice, zavirali, skratka, brusili svoje izkušnje ali pa znanje, ki so ga pridobili z vozniškim dovoljenjem. Letos prvič je na voljo tudi poligon za mlade motoriste, za otroke. To bo prav poseben poligon, torej vabljeni vsi motoristi, otroci, ki vozijo motorno kolo oziroma kolo z motorjem, skuterje, seveda, ki imajo tudi ustrezna vozniška dovoljenja, bodisi izpit za kolo, pa vožnja do 25 km/h in tako naprej. Skratka, pomembno je, da pridejo zraven tudi starši in potem bodo pod budnim očesom inštruktorjev lahko probali vse na tem poligonu. Bistveno pa je, da morajo tudi podpisati, vsak mora podpisati nek dokument, da se s tem strinja in tako naprej. Skratka, vse imamo urejeno tako, kot je potrebno. Vabljeni pa še enkrat vsi motoristi in pa seveda tudi ostali udeleženci v prometu v čim večjem številu.
Seveda bodo tukaj postavljene tudi različne stojnice, lahko se bo vsak preizkusil v hoji s posebnimi očali, kjer mu bo pijanskimi očali rečemo, kjer bo lahko videl, kako je, če je človek alkoholiziran. Zraven bomo imeli tudi gasilce, ki bodo pa reševalce litijske, ki bodo pokazali, kako se rešuje ukrepa v primeru prometne nesreče, prometne nezgode. Lahko bodo izmenjali bogate izkušnje z reševalci in gasilci, vsi udeleženci. Preizkusili bomo vozila Tesla, električna vozila Tesla, torej taksi vožnje po Litiji, nova vozila BMW, motorna kolesa, zelo zanimivo. Seveda pa tudi poligon za najmlajše, za tiste res najmanjše otroke, kjer bodo na poligonu gokardi in se bodo otroci kot vedno zelo radi popeljali, seveda pod budnim očesom tudi inštruktorjev. Zraven bo pa tudi poskrbljeno za hrano, pijačo, kuhla bo poskrbela, da ne bomo lačni, žejni, in pa še kup ostalih zadev, tako da bo pestro dogajanje to soboto 6. maja od 10. ure dalje do 16. popoldne. Vreme je napovedano lepo, tako da vljudno vabljeni vsi v Litijo to soboto 6. maja ob 10. uri. Na dogodek pa vabi tudi knjižnica Litija. Tokrat prirejajo srečanje z zeliščarko Jožico Bajc-Pivec. To pa je vse, ker smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.